Čeprav so se ob predlogu odloka o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda Knjižnica Medvode na seji občinskega sveta oktobra 2008 pojavila številna vprašanja, tudi o tem, ali je smiselno ustanavljati samostojni zavod, če Knjižnica Medvode dobro funkcionira kot sestavni del večjega zavoda, pa se je večina svetnikov vendarle odločila, da si občina Medvode zasluži samostojno knjižnico, saj so bili izpolnjeni tudi vsi zakonski normativi. Na ponedeljkovi slovesnosti ob 10. obletnici samostojne knjižnice Medvode ni bilo izrečenega nobenega dvoma. Skratka, samostojnost je bila prava odločitev. V svojem nagovoru ob tej priložnosti, torej ob 10-letnici samostojnosti, je tudi župan občine Medvode Nejc Smole poudaril, da so bili v bližnji preteklosti Knjižnice Medvode sprejeti dve dobri vizionarski odločitvi. Pred skoraj 30 leti odločitev za novo zgradbo knjižnice na Sotočju in pred dobrimi 10 leti odločitev za samostojni javni zavod. Poznam, kako je s temi javnimi zavodi, kako je s transformacijami javnih zavodov, kako je pravzaprav postavljati na novo javni zavod, sploh v enem tako normiranem delu, kot so to knjižnice, je bil to velik izziv. Izziv verjamem, da za vodstvo občine tedanje, predvsem se mi zdi pa, da je bil izziv tudi za zaposlene. Iz enega varnega gnezda predvidljivosti pri nekem, kjer si sicer sam svoj gospodar, ampak odgovarjaš za dobro in slabo, je zagotovo bolj naporna, bolj strma pot. Danes po bitki je res lahko biti general, ampak jaz mislim, da nikomur, ne od tistih takrat, ne od teh, ki so danes, ni žal, da imamo tukaj samostojen zavod. Začetki Medvoške knjižnice, takrat še kot Ljudske knjižnice Medvode, segajo sicer že takoj v povojna leta, v letu 1945. Ustanovilo jo je Delavsko-prosvetno društvo Svoboda, delovala pa je v prostorih sedanje občinske stavbe. Leta 1968 so Ljudsko knjižnico Medvode priključili knjižnici Šiška, ki jo je z odločbo ustanovil občinski ljudski odbor Ljubljana Šiška konec marca leta 1956. Pred četrt stoletja se je medvoška enota preselila v nove prostore. Idej, kje in v kakšnem sosedstvu naj bi bila nova, prva namensko grajena knjižnica, je bilo kar nekaj. Na koncu pa je vendarle obveljala sedanja lokacija na Sotočju, na kateri je bila prvotno načrtovana osrednja kemična industrija celotne Slovenije. In ko se je v letu 2008 počasi realiziral sklep Ljubljanskega mestnega sveta, da se vse knjižnice s sedežem v mestni občini Ljubljana s svojimi podružnicami spere pod okriljem enega zavoda Mestne knjižnice Ljubljana, se je takratno medvoško občinsko vodstvo raje odločalo o samostojnem javnem zavodu. Čeprav je osnutek odloka o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda Knjižnica Medvode na seji občinskega sveta spomladi leta 2008 šel zelo hitro skozi obravnavo, pa so se na oktobrski seji ob obravnavi predloga pojavila številna vprašanja. Tudi o tem, ali je smiselno ustanavljati samostojni zavod, če Knjižnica Medvode dobro funkcionira kot sestavni del večjega zavoda, in seveda vprašanje, koliko več nas bo to stalo. Takratna ocena je bila, da 60 000 evrov. Kljub pomislekom se je večina svetnikov vendar odločila, da si občina Medvode zasluži samostojno knjižnico, saj so bili izpolnjeni tudi vsi zakonski normativi. Ko ste slišali, da občina Medvode razmišlja o samostojnem javnem zavodu, kakšno je bilo razpoloženje v tej knjižnici? A hočete iskren odgovor? Sama sem bila tukaj pred pultom, ko je vstopila v knjižnico en dan po tisti slavni 15. seji občinskega sveta in prišla do izposojevalnega pulta ta naša ljuba gospa Tatjana Komac in povedala: veste, vi ste pa od danes naprej samostojni. In nas je pustila odprtih ust, ker smo bili ne glede na vse presenečeni in dejansko nismo pričakovali, da bo to tako hitro, čeprav smo slišali, da se o tem pogovarjajo. Potem pa seveda tisti prvi šok, ko je minil, smo se začeli vpraševati, kaj zdaj. Ampak gospa Tatjana Komac je mirno povedala: veste kaj, to ni prav čisto nič težko, kaj pa jamrate. In zdaj po 10 letih bom takole rekla, Tatjana Komaceva je imela kar prav. V smislu tistega stavka, ki ga je zapisal Štefan Cvajk v svoji knjigi, ko je takole, mislim, da bom prav citirala, zapisal: življenje je težko, ampak ko to spoznaš, sploh ne več težko.
In zdaj po 10 letih lahko rečem, da sem vesela, da so se tako odločili in vesela, da je nam uspelo, ker knjižnica in Medvode si zaslužimo drug drugega in veseli smo, da se imamo. In mi vsi v knjižnici smo resnično ponosni, da lahko delamo tukaj in delamo s srcem in z veseljem. Na tokratni slovesnosti, ki sta jo z glasbo zaznamovali skupina Artistik in Mojca Bedenik, so se zaposlenim med drugim pridružili tudi sedaj že upokojeni knjižničar z najdaljšim stažem Jure Zor, Silva Črnugelj, direktorica knjižnice Šiška med letom 1985 in 2001, torej tudi v obdobju, ko je padla odločitev o gradnji nove knjižnice na Sotočju, in vodja medvoške enote do leta 2008 Saša Lajovic. Meta Potočnik, ki je sooblikovala in vodila tokratno slovesnost, je bila prva vršilka dolžnosti novega javnega zavoda Knjižnica Medvode. Sledila ji je Jana Kraševec. Od 1. julija lansko leto dalje pa je direktor magister Igor Podbrežnik, ki je svoj specialistični študij zaključil s področja načrtovanja bralne kulture v splošnih knjižnicah in se usmeril na področje razvoja in načrtovanja kakovosti v njih. Se mi zdi, da tako velike knjižnice, kot je ta naša, namreč medvoška, da so morda bližje uporabnikom. Da se pravzaprav vsi med seboj poznamo. Še celo jaz, ki prihajam iz Kamnika, imam občutek, da zdaj že ogromno ljudi poznam. Sploh pa zaradi tega, ker želim iti ven iz samega prostora, želim iti v širši prostor, med ljudi, iskati nove priložnosti in tudi na tak način. Tako da jaz mislim, to sem že v raznih vprašanjah sem je tako dobil, že večkrat potrdil. Poleg tega pa to sploh ni majhna knjižnica, to je zelo velika knjižnica, predvsem je pa ta knjižnica zelo kakovostna, torej po teh performansih, s katerimi se meri kakovost knjižnice, je v vrhu slovenskih knjižnic. Se mi zdi, da je to pomembno, da občani vejo. S tokratne prireditve smo odšli z beležnico, ki je nastala prav za to priložnost. V njej pa med drugim tudi izbrane misli športnikov, ki so člani Medvoške knjižnice, izbor besedil nekaterih medvoških pesnikov in pisateljev, katerih besedila so predstavljala tudi glavnino kulturnega programa, prebirala sta jih Matej Ulčar in aktualna Severjeva nagrajenka Maša Kavčič, in povzetki misli nekaterih drugih sooblikovalcev dogajanja v Medvoški knjižnici v zadnjih 10 letih. Med njimi tudi kratki povzetki razmišljanja treh predsednikov sveta javnega zavoda Knjižnica Medvode, Stanka Okoliša, Majde Lenardič in Damjana Jarca. Predsednikovanje mi je bilo dano v čast. Namreč bil sem povabljen, če sem lahko predsednik, in jaz sem to funkcijo sprejel. Sprejel sem jo pa v neki točki, ki je v bistvu bila nekako v mojem primeru malo prelomna. Izglasoval se je nov direktor. Mislim, da smo bili z odločitvijo uspešni. Danes se je videlo, da kolektiv diha, da je usklajen, da se zna poveseliti in, kakor je rekla tudi bivša direktorica, zna tudi delati takrat, ko je treba. Skratka, prepričan je, da se je oblikovala dobra ekipa, ki bo peljala knjižnico v pravo smer. K večanju knjižničnega gradiva, kakor sem že danes v govoru omenjal, poleg tega pa tudi še, da se povečuje obisk, da se vključuje ostale skupine prebivalstva v bralno kulturo, da se knjiga približa tudi uporabnikom po Medvodah v tistih recimo ranljivih skupinah. Zelo sem bil presenečen pozitivno, da so uvedli recimo program Knjiga na dom. To pomeni, da tisti, ki ne morejo priti v to stavbo, tukaj na stičišču med teh dveh rek, da se lahko knjiga približa njim kot bralcem. In kaj sicer pravi statistika? V 10 letih se je temeljna knjižnična zbirka obogatila za več kot 48.000 novih izvodov, na skupaj torej več kot 88.000 enot najrazličnejšega gradiva. Na več kot 2000 prireditvah se je zvrstilo skoraj 46.700 obiskovalcev. V čitalnici je več kot 144.000 bralcev prebiralo dnevno časopisje.
Spletno stran knjižnice je raziskovalo več kot 453 tisoč uporabnikov. Zabeleženih je bilo več kot 674 tisoč potegov s knjižnično izkaznico. V 10 letih se je v njej zvrstilo skoraj 1 900 000 obiskovalcev. Izposodili pa so si več kot 3 55 000 knjig, revij, CD-jev, DVD-jev, igrač. Vseh transakcij z gradivom pa je bilo skoraj 4 741 000. Jaz mislim, da do konca mojega mandata, če bo zdravje seveda dopuščalo, najmanj kar je, bomo imeli zasteklen ta notranji atrij, tam noter bomo imeli potem razstave, tam noter bomo imeli take dogodke. Upam pa, da bodo narejeni tudi projekti še za nadgradnjo, zaradi tega, ker sploh sodobna knjižnica potrebuje bistveno več prostora, kodar niso samo knjige, kodar je prostor za ljudi, kodar ljudje pravzaprav lahko noter tudi ustvarjajo. Se pravi, to predvsem nam manjka prostora, ne nam uslužbencem, ljudem ga manjka. Kolikokrat vi mogoče zaidete ne kot predsednik sveta, ampak kot obiskovalec, kot udeleženec mogoče kakšne prireditve? Ja, tiste prireditve, ki so meni ljube, se jih udeležujem. Kakor sem pa že prej rekel, sem pa ljubitelj knjig, zbiram knjižno gradivo, predvsem me zanima, že iz mojega verjetno govora ste spoznali, me zanima zgodovina, tudi, kako bi rekel, povezujem, rad iščem korenine, v tem smislu poskušam delovati v tem smislu in knjiga se mi zdi je en tak vir, en tak, kako bi rekel, izvor, da se lahko približamo. Namreč ostali mediji ne nudijo takega dobrega vpogleda v kdo smo, kam gremo, ne, oziroma ne postavljajo nas tako dobro v ta svet, kakor knjiga.